Epidemija COVID-19 ne prizanaša tudi drugi osnovni šoli Slovenska Bistrica. Več o tem, kakšne so razmere in o ostalih načrtih, nam je povedala Marjanca Frangeš, nova ravnateljica druge osnovne šole Slovenska Bistrica. Epidemiološka slika na naši šoli je trenutno še obvladljiva, saj nimamo nobenega oddelka trenutno na daljavo. Res pa je, da so posamezni učenci odsotni in tudi učitelji. Ta situacija pa zahteva od nas zelo veliko prilagajanja in nenehnih sprememb. Kako pa učenci in njihovi starši sprejemajo te ukrepe za preprečevanje okužb? So morda pri tem tudi kakšne težave? Moram zelo pohvaliti vse učence, njihove starše, saj se vsi skupaj zelo dobro zavedamo, da je treba upoštevati ukrepe iz NIJZ-ja, kajti le tako ostanemo lahko vsi v šoli. Je pa res, da je treba sedaj nujno javiti vsakodnevno spremljanje zdravstvenega stanja otrok in hitro javiti, da lahko ukrepamo. Zakaj ste se pravzaprav odločili, da kandidirate za mesto ravnateljice? V programu vodenja zavoda ste izpostavili, da boste gradili predvsem na kakovostnih medsebojnih odnosih. Čemu boste torej v prihodnje namenili največ pozornosti? Tako je. Res si želim predvsem dobrih odnosov, sodelovanja, zaupanja. Pomembno je predvsem v tem situaciji, da se poslušamo in drug drugega tudi slišimo. Zelo se mi zdi pomembno tudi, da vsak izhaja iz sebe in da predvsem ohrani ta večni optimizem, ki je sedaj zelo potreben. Eden izmed pomembnejših izzivov na vaši šoli je tudi vključevanje otrok priseljencev. Tukaj imam v mislih seveda predvsem albanske otroke. Kako rešujete to problematiko? Otrokom priseljencem nudimo vse možne oblike pomoči, zato imamo tudi zaposleno eno našo učiteljico, ki jim nudi v določenem obsegu otrokom priseljencem, ki so vključeni prvo leto v našo šolo, pomoč pri slovenskem jeziku. Vsi skupaj si pa seveda želimo, da čim prej sprejmejo našo kulturo, naše vrednote in se nekako prilagodijo v naše okolje. Kako pa sicer sodelujete starši? Bi lahko rekli, da so odnosi med starši in učitelji na takšnem nivoju, kot bi si želeli? So, zelo dobri odnosi so in moram pohvaliti starše in učitelje. Vsi se zavedamo, da je staršem treba prisluhniti in upoštevati njihova mnenja in predloge, če so le smiselni in možni. Kako pa ocenjujete sodelovanje z lokalno skupnostjo? Kje so še po vašem mnenju rezerve? Kje vidite te možnosti sodelovanja šole z ostalimi zavodi in seveda tudi z ostalimi organizacijami? Šola in okolje lokalno je treba nujno skupaj povezati. To delovanje je najboljše, če je vzajemno seveda. Zato sodelujemo z vsemi vzgojno-izobraževalnimi zavodi, seveda vse od vrtca, osnovnih šol, srednjih šol, kakor tudi medgeneracijsko se povezujemo z domom starostnikom, pa tudi vključujemo posamezne podjetnike v regiji, s tem, ko predstavljajo svoje poklice, kajti vemo, vpis v srednjo šolo je tik pred vrati. Občina Slovenska Bistrica je pred kratkim na območju ob blokovskem naselju začela graditi urbane vrtove. Več o teh urbanih vrtovih nam je povedala Simona Zavec, vodja projekta. Občina v bistvu se je odločila za ureditev urbanih vrtov zaradi potrebe po takih površinah in pa tudi sočasno zaradi potrebe po izgradnji parkirišč, ki bodo zagotavljala svojo funkcijo med zdravstvenim domom in pa potem tudi športno dvorano Slovenski Bistrici. Namen samih urbanih vrtov je pa v bistvu omogočiti samooskrbo prebivalstva, potem medgeneracijskega druženja in pa tudi aktivnega preživljanja prostega časa na prostem. Kako natančno bo urejeno to območje tukaj pri blokovskem naselju? Kaj vse bo na voljo najemnikom teh vrtov? Torej, urbani vrtovi bodo obsegali 56 vrtov in pa 17 dvigenih gred. Zagotovljene bodo tudi lope, ki bodo zagotavljale hrambo vseh teh pripomočkov za vrtnarjenje. In pa tudi bodo zasajena z nekim sadnim drevjem in pa grmovnicami, ter tudi uredila se bodo sprehajališča oziroma mlaka ter sama zelena površina, ki bo namenjena tako najemnikov urbanih vrtov, kakor tudi samim uporabnikom zelene površine.
Dela so v polnem teku, torej kdaj je predviden zaključek teh del? Dela bodo predvidoma zaključena v mesecu aprilu. V ta namen seveda občina pripravlja tudi poseben pravilnik. Kakšen bo izbor, kako bo potekal, kateri potencialni najemniki bodo imeli prednost? Ja, občina intenzivno pripravlja pravilnik, s katerim bo urejala področje oddaje urbanih vrtov. V ta namen bodo tudi sprejeta določena merila oziroma kriteriji, s katerim bodo lahko kandidirali posamezni uporabniki. Vendar še žal trenutno ne moremo govoriti o specifičnih kriterijih, zaradi tega, ker še mora pravilnik najprej biti obravnavan na občinskem svetu. Pa vendarle, kakšna bo okvirna cena? V kakšnih okvirih govorimo? Vkolikor bodo pridobljena finančna sofinancerska sredstva z projekta LAS, pomeni za najemnike, da prvih 5 let po zaključku projekta ne bo potrebno plačevati najemnine, medtem ko bo pa potrebno plačevati nastale obratovalne stroške. Pri izgradnji zahodne obvoznice v Slovenski Bistrici je ob koncu leta prihajalo do zamude. Več o tem, kako sedaj potekajo dela, nam je povedal Tomaž Vilempart, vodja sektorja za ceste pri Direkciji za infrastrukturo. No, poglejte, zdaj v teh časih, ko je veliko pomanjkanje gradbenikov, težko govorimo, da precejšnjih zamudih. Dejstvo je, da je bilo pred novim letom, ko je ta izračun bil narejen za mesec pa pol zamude na gradbišču, ker izvajalec očitno ni imel zadostnih kapacitet. Strani direkcije je bil večkrat opozorjen tudi pisno. Jasno, ne bi sedaj poudarjal, kaj piše v pogodbi, izvajalec se tega zelo dobro zaveda, saj njegov odziv po novem letu, takoj po novem letu, bil zelo pozitiven. Na gradbišče je pripeljal dodatno gradbeno mehanizacijo, zagotovil ustrezna delovna sredstva in seveda delovno silo in tudi sam izjavlja oziroma na zahtevo naročnika je to podal, da bo kljub temu v pogodbenem roku končal z deli. Torej imate ta zagotovila? No, poglejte, zagotovilo. Seveda imamo zagotovilo, vendar počakajmo na razplet dogodkov na terenu. Poglejte, trenutno še ni razlogov za ukrepanje naročnika iz naslova pogodbenih razmerij. Naročnik je ukrepal, ker je ugotovil, da so odstopanja od terminskega plana. Če slučajno pride do kakršnega koli spora na relaciji izvajalec-naročnik, imamo tukaj pisne dokumente na to temo, zato smo tudi reagirali. In seveda, ker je, posledično s tem prizadeto tudi poslovanje največjih slovenskih firm, se vsi poznamo, ki je zelo aktivno se vključila v izvajanje tega projekta, tudi v fazi prostorskega umeščanja, projektiranja same komunikacije ali pa koordinacije, je logično tudi reakcija javnosti podobna. In kako kaže s polaganjem kablovoda, ki je seveda izjemnega pomena ravno za podjetje Impol? No, saj vemo, da je ne tako dolgo nazaj Impol dogradil tovarno, jasno, za katero pa rabi dodatno elektriko in tukaj je bila v bistvu izkoriščena možnost umestitve trase v prostor, da se sočasno polaga tudi električni kabel, ki ga izvaja Elektro Maribor po naročilu Impola. Ampak še enkrat, zagotovila imamo, da bo v pogodbenem roku, to je v aprilu letos, tudi to urejeno. 11. krog prve A državne ženske kegljaške lige je postregel s tekmo v Slovenski Bistrici na kegljišču v našem mestu in to ekipe Impola in Celja. V tekmi, v katerem so slavile Bistričanke 7-1 in se s tem rezultatom tudi utrdile na 3. mestu prvenstvene lestvice. Kegljišče v Slovenski Bistrici je bilo minulo soboto prizorišče ligaškega obračuna prve ženske A kegljaške lige. Na 4 steze bistriškega kegljišča so stopile igralke domačega Impola in ekipe Celja. Veliko več so v tem srečanju prikazale varovanke trenerja Silva Kunčiča, ki so dvoboj dobile 7-1. V podrtih keglih pa je bilo 3350 proti 3153. Ja, igrali so dobro, rezultat je svoje povedal, tako da super. Ja, punce trdo delajo, trdo trenirajo, se trudijo, tako da to je samo odraz tega, kar se danes pokazalo. Gostiteljice sta v začetno prednost popeljali Lucija Kunčič, ki je podrla 546 kegljev, in reprezentantka Slovenije Maja Plavčak s 569 keglji. Jaz sem zadovoljna, mislim, da tudi ekipa, ker sodelujemo kot ena, res se trudimo, treniramo, res delamo eno za vse, vse za eno, tako da
resno, zadovoljna ful. V drugem dvoboju je bil točkovni izkupiček obeh ekip poravnan. Mlada, obetavna Špela Kunčič je premagala Miro Grobelnik. Ksenija Letiček pa je morala premoč priznati izkušeni Anji Kozmos, ki je podrla kar 604 keglje. V zadnjem obračunu sta svoje delo odlično dokončale za zmago v tekmi Petra Pečunik s 544 keglji in Barbara Jurančič s 570 keglji, kar je bila tudi največja znamka v naši zmagovalni ekipi. Nasprotnice niso bile lahke, zaradi tega, ker Celje so večkratne evropske državne prvakinje. Danes smo tudi podrle svoj rekord kegljišča, tako da upam, da še bo več teh rekordov naprej. Danes moram kar reči, da sicer moj začetek sezone ni bil obetaven, ampak dobro, iz tekme s tekmo gre na boljše, tako da upam, da bo tako tudi ostalo.